Živijo, jaz sem Boštjan Apar in to je podcast Podrobnosti, 40. epizoda podcasta. Anže Tomič na drugi strani linije. Si tu? Anže na aparatu na tej strani, res je. Aha, tako jaz sem sodelavca, ki zmerom reče, pozdravljeni, Peter na tej strani aparata. Tako, ne vem zakaj, ampak to govori še zmerom, kada je iz leta 1964. Si v redu? Ja, sem v redu. Okay. Si se malo skočil, prazniki pa to. Ja, konc dopusta. Okay. Svež, regeneriran, čist spreman. Pripravljen na nove izzive. Tako, puška, ali kako že se temu reče. Tako da, res je. Kaj se dogaja z aparatusom, imaš goste, si že imel posneto, nimaš, kje si? Zdaj sem imel Nataša Štvej, 202. Ja, to sem videl. Ja. Tak žametni glas, ali kako se temu reče. Ja, oziroma, ne, kako bi to. Pa se, če se na radiju delaš, moraš skoraj nekaj imeti, nekaj moraš imeti. No. Ja, sej ta neki, ne, veš, nimajo vsi ta neki, ona ker ima ta neki. Sam pravi, neki, mislim, oziroma tega bom rekel, je velik plus, če imaš to neki. Res je. Tako je, kako že, žene se kva. Ja. Ne, da se dela jaz nimam tega neki, ti to neki imaš, ne. Okay, meni po mojem najboljši mikrofon na svetu ne pomaga, čeprav je zdaj res sem dobil orang pohvale od prejšnje epizode, da je zvok neizmerno boljši, odkar imam ta nov mikrofon, ki si ga ti predlagal. Hvala, to sem čakal, da rečeš. Ja? To sem čakal, da rečeš, ja. Ampak vseeno nisem na tvojem nivoju. Ne? Možno narediti nekako operacijo. Jaz bi šel na eno operacijo, danes že tako vse operirajo. Jaz bi šel na eno operacijo, da bi polajal tak žameten glas kot ti. A lahko prosim, neha se narce delati. Tomič, pozdravljeni aparatovci. A lahko admin povem? Ajde. Okay. Ta podcast je na aparatu.si. Ja, ne morem verjeti, nek smet. Smo tudi v iTunesih, tako da tam lahko daste oceno. Smo tudi na Facebooku, predvsem malo pa Sužnja, ki upravlja zdaj Twitter profil. Sužnji strokovnjak. Jaz bi zraven povedal, da je strokovnjak človek, ki dejansko ve, kaj dela. Ja, v bistvu smo ga iz ene unih držav, kjer taki strokovnjaki niso več cenjeni. Tako bom rekel. Ubežal je in smo ga... Tako, iz države, kjer Twitter strokovnjaki niso več cenjeni, mi smo ga uhapsili in zdaj glede na to, da si ti preselil v novo stanovanje, je tam bila zraven ena klet v spodnjem prostoru in smo ga tam odzadali. Res je. In zdaj on ni tam v Twitteru. Account je pa podrobnosti podčrtaj si. Tako. Drugač pa aparatus lahko tudi podprete, to naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Facebook sem rekel, Twitter sva rekla, Sužna sva rekla, iTunes sva rekla, dajte oceno, mislim, da je to. Ok, neč sem pa rekel, v prejšnji epizodi, 39. epizodi, smo se skupaj z slovenskim filmskim režiserjem Matevžem Luzarjem pogovarjali o filmu Interstellar. Ja. Hashtag Anže in Matevž si imata prav. Anže in Matevž sta bila bolj kot ne na eni strani, čeprav ti si bil malo neutralen, ampak si bolj lezel k njemu. Res je. Jaz sem bil pa na drugi strani, se pravi, meni je bil film dober, vama je bil in moram zdaj po vseh teh prespanih nočeh povedati, da sem jaz nedvomno zmagal to debato. Mislim, čeprav na Twitterju imaš dejansko več podpore, to se strinjam. Hvala lepa. Okay. Hvala vsem, ki ste dali podporo meni, ne pa tema dvema hejterjema. V glavnem, res smo se pogovarjali o filmu Interstellar. Tudi tisti, ki ga moč filma še niste pogledali, ni bilo venih takih ekstra spoilerov, tako da lahko moč poslušate, pa bo mogoče potem film za to še bolj zanimiv, oziroma ga boste lahko videli skozi en drugi zorni kot. Mi nismo sposobni teh spoilerov razlagati. Ne. Ni tako, da ne. Tisti, ki pa niste gledali, oziroma tisti, ki pa ste gledali, pa itak veste, o čem smo govorili. In kdo je imel prav. Tako. Danes pa spet košarkarsko obarvan podcast. Z nami je dolgoletni košarkarski slovenski reprezentant, eden najboljših plejev vseh časov v slovenske košarke, igralec, ki je dal skozi svojo kariero ogromno, igral tudi za košarkarske velikane in velike trenere skozi svoji karieri. Bil tudi prvak Eurolige za Barcelono, to je Jaka Lakovič, ki letos igra v Turčiji. Tako da bomo se malo pogovorili z Jakovo. Normalno pa glede na to, da je človek, ki ga praktično celo življenje spremlja košarka, se mi zdi, da debata bo težko zavilo kakšne druge vode, razen basketa, kar je pa tudi cool. Tako da že, če smo pripravljeni, smo? Enač pa štarti zadevo.
3-4 zdaj. Evo, to je to. Z nami na liniji Jaka Lakovič, Jale, a.k.a. Exot, kot rad reče Primož Brezec. A ti veš, mislim, daj ti pojasni, zakaj si ti Exot? Mislim, ja, no, v bistvu nisem jaz Exot, sam... Ja, valjda, da si Exot, če te Brezec kliče Exot. Ja, sam ta zgodba je prišla, ne vem, Boki, če si bil ti v reprezentanci, ko smo igrali še leta nazaj, smo igrali še kvalifikacije, ko smo se še v bistvu prebijali čez kvalifikacije na ta evropska prvenstva pa svetovna. In smo šli v Anglijo, ne. In takrat je bil še v reprezentanci Milko, takrat sva bila Cimra. In seveda, mi, kakor smo to pravi, mi izgubimo v Angliji, ne, z Angleži. Se sem bil zraven. Sem pa tudi prav tiho, samo ne morem, veš, moram priznati, da sem bil zraven, ja. In valjda, naslednji dan v delu tako je naslov Slovenci izgubili s košarkarskimi Exoti, ne. In valjda, Milko, kakšen je Milko, ne, vse poznate Milkota. Itak. In ja, tako je to začel, Exot, Jaka, Exot, in se obrnil na smeh in od takrat naprej, ne vem, Breza, ja, me kliče Exot, Milko tudi, tako da... Se je kar primlo to, ja, ta nickname. Kdo je pa takrat igral z Angleže? Ma ne vem. Ni bil oben tak, tako, ko on ima zmerom unga enga, ki neki celo igra. Ne, Ždo je igral po mojem, Ždo je igral, če se jaz prav spomnim, lahko da ni igral, sam po mojem, če se spomnim redu, mislim, da je igral ni Andrew Betts, a je bil Jale on tam? Čist je, možno, da je bil, ja. On je časih igral po teh kar dobrih evropskih klubih pa to, no. Ja. Tak center, soliden. Je. Okay. Mislim, da smo igrali v Birminghamu, celo če se spomniš, na ledeni podlage. Mislim, led, pa je bil pa čez parket, ne. Ja, sploh ni bila basket dvorana, niti približno. Ti se bilo res egzotika, no. Tako da... Ja, to je bilo, to so bile kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2003, po mojem. Pred Švedsko. Se mi zdi, da je bil Pixi trener za to. Pixi, pred Švedsko, ja. Ja. Točen, ja, Pixi je bil trener. No, zdaj jaz ne vem, kam moramo iti odkle. To je bil Orange za uvod, ja. Ne, Jale, prvo bom rekel, ful hvala, da si cajt vzel, no, da se lahko pomenimo. Vem, da si še v bistvu se igra sezono, čeprav ti gre proti koncu. Koliko imate še tekmo do konca? Še eno tekmo do konca, ampak kakor so se stvari razvile, smo v bistvu že, ko bi rekel, tam na inside the NBA gone fishing, ne. Tako da za nas je sezona konc, ne, razen to. Ja, ni več teoretičnih možnosti za playoff. Ne. Mislim, da smo zadnje 3 tedne smo 3 tekme izgubili, mogoče smo celo, ne, sigurno smo malo padli v formi. In pol se pač zgodi, razumeš. Nimaš tudi, ko bi rekel, mogoče Jure pa Stefanos, bi rekel, nimaš te prave majice, kot s Olimpijakos, Panathinaikos, kot ti malo še kdaj sodniki, ki pomagajo. Ja. Tako da nismo bili ta pravi in pač sami smo zgubili tole. Mislim, ekipa je štartala malo slabš sezono, to se vam po mojem malo pozna zdaj, ker vmes ste pa ful dobro igrali, ko si ti prišel tja, pa pol v bistvu ste začeli kar harati vmes, je bilo kar nekaj obdobje, ko ste res dobro igrali, a ni no? Ja, res. Naredili so kar dobro ekipo. Na začetku so imeli ful velike probleme s poškodbami, tako da so, ne vem, mislim, da še niso imeli na treningu za 5-5 igrati. Tako da so na začetku imeli malo krize, zaradi tega sem tudi jaz mogoče tukaj prišel v Gaziantep, da pomagam. In pa smo se počasi dvignili, smo zelo dobro igrali, pa spet malo paca, pa je to. Ja, sej. Tako si rekel, gone fishing. Ja. Gone fishing, ja. Ja, to sem tudi jaz zdaj videl, ker se pa oblečejo, dejansko se oblečejo vsakič. Ja, oni vedno, ko ena ekipa je out, oziroma neki pol jih dajo, še naredi tak Photoshop naredijo na TNT-u, pa fore dela iz tega, pa ne vem, kao gone fishing, ja. To je zdaj vsak dan, tukaj nimam seveda, v Gaziantepu mesto
nimaš kaj veliko za početi, tako da doma imam ta NBA TV, tako da 24/7 je televizija na NBA TV, pa Inside the NBA. Valjda. A to imaš ta League Pass ali kaj imaš? Ne, prav imam ta en satelit, D-Smart se imenuje, pa ima pač v programu ima ta NBA TV prav. Aha, super, to je full fora. Ja, lepa, ok. Jaz sem tudi sklepal, da imaš League Pass pa to. Ja. Mislim, noro je, kako imajo oni to zrihtan, ne? Tako, veš, NBA, ki ga res lahko posod gledaš, ne? Neverjetno imajo. Oni imajo v bistvu, imam ta Apple TV, a ne? Ja. Veš, in imaš v bistvu tule, ta prav, imajo svoj, kako bi rekel temu, znotraj tega Apple TV. Ja, kanal pač. Ja, prav NBA kanal oziroma League Pass. In mislim, jaz nisem registriran na League Passu, ker tudi nimam niti časa gledati teh tekem, ampak recimo imaš pa zastojn, a veš, vsak dan, oziroma vsako jutro, ko se zbudiš, imaš že takoj highlights iz vseh tekem po noči, a veš. In to v bistvu ti je to čisto dosta, a veš, to, da greš skozi, a veš, kaj mislim. Ja, in pol misliš, da vsi zadanejo. Ja, itak gledajo vsi Michael Jordanja, veš. Ja. Ne, jaz se to zmeram nategnem. Jaz tudi te highlights gledam, ker sem še z enimi kolegi fantasy igral v NBA. Itak sam zgubljam, ker se mi ne da s tem obadati. Ampak pa zmeraj te recape gledam, tako ali kot ta dela, pa se pa vsake dokaj da spravim tekmo gledam, pa tako, ok, to je še zmeram tako. Ljudje, ki ne zadanejo, čisto vsakega šuta. Ja. Ampak oni highlights te res toliko. Sam znajo narediti na tak način, pa imaš slow motion, pa neke kamere izpod košev, pa nad koši, pa ne vem kaj. Se mi zdi, če to primerjaš, pa recimo evropski basket, ko dela te highlights, je full razlika, no. Pa lahko recimo v Evropi tudi tekma, ki je full dobra, pa je veliko dobrih košev, pa veliko dobrih zabijen, pa vse, ampak ne znajo na tak način narediti tistega 2-3 minutnega highlighta, a veš, da bi rekel, pismo bila dobra tekma, a veš. To imaš prav, sam jaz mislim, da je tukaj, zato ker recimo eno tekmo Eurolige ima v dvorani imaš 5 kamer, v NBA jih imaš pa mogoče 15, ne. Ja, sigurno. Mislim, veliko več denarja je noter temu NBA-ju, pa produkcija, pa vsi ljudje. Po mojem je prav za vsako tekmo posebej imajo folk, ki pol, a veš, na nek način pripravi ta highlight. Po mojem v Euroligi je, ne vem, po mojem je ena skupina ljudi, 2-3 ljudi je zadolžena za vse tekme, a veš, za celo kolo, a ne za vseh, a veš, in pol to naredijo zelo tak na hiter, se mi zdi vse skupno. Ja, pa tam v Ameriki imaš hodo, mislim, v NBA-ju imaš te highlighti, imaš te različne, ki jih komentirajo. Ja. Pa imaš enega modela, ki je bolan. A veš to? Ne, kaj je, ful dobro komentiral, kaj? Mislim, dober, meni je ful všeč, enega slišati ne morajo pač. Tako kam zmer une from 3, tako, jaz umrem, pa ambenga imena prav ne reče. Jaz ne vem, če je že en ime, čim so Evropejci, ne vem, če je en ime prav rekel človek, ampak jaz, ki je on, tako včasih kar dvakrat gledam. Enkrat je imel Baines, je imel ful dobro tekmo za Spurse, ne? In je take govoril, da res, bom dol link, če najdu, ki se pogledati vsakič znova, res nori. Tako pa dela za Euroligo highlights, je pa tudi ful smešen, je pa tak fake napaljena, veš. Ko se pravi, da je že 36krat videl isto akcijo in pol kao, going out the court and what a basket. Z angleškim naglasom. Ja, z angleškim. Egzot, vidiš. Košarkarski egzot. Sam je res angleški model. Ja, košarkarski egzot, ki komentira euroligaške highlights, to je to. Celo mislim, da ga imam na Skypeu, Frank Lever, mislim, da dela tudi neke intervjuje za Euroligo. To moramo najti en link od nekaj. Lepa. Ko vam daje gor, ja. Jale, kak je, zdaj letos imamo malo skrajšano sezono, ampak vseeno, kak je recimo počutje, zdravje, ne vem, poškodbe, tak naprej, mislim, ker nisi lih najmlajši, ne, a veš? Ja, nisem, ampak ne, recimo, če začnem glih pri tej temi, od Evropskega prvenstva, ker sam veš, da sem imel ful probleme s tetivami, ne, in hrbtom. Potem sem to vlekel celo sezono v Italiji, v Avellinu, kjer praktično nisem mogel iti v prodor. Sem sicer igral kot digal tovorniki, od trojke do trojke. In potem sem končal to zgodbo z reprezentanco prejšnje poletje in imel v bistvu Frej kar dobre 4-5 mesecev. Ne? In tukaj ta čas sem porabil, pač, da se pozdravim. V bistvu nisem niti kaj preveč terapij delal, ampak pač čas je pozdravil te vse rane
in sem se počasi začel pripravljati in evo, Jure me je poklical v decembru in lahko zdaj potrkam še po lesu, da telo mi odlično služi še zdaj. Tako da res pa je, da je to tukaj ena tekma na teden. Ne. Zdaj, pri mojih letih kar opažam, je največja razlika. Ne to, da ti v sami tekmi igraš z mlajšimi, pa to se kosa z njimi enakovredno, ampak pri meni se pozna predvsem ta čas po tekmi, regeneracijski čas. Ne. In, dlje traja, verjetno, kot včasih. Dlje traja, sigurno, kot včasih. Ne. Jaz, recimo, če odigram tekmo 35 minut danes, potem rabim mene 2-3 dni, da pridem več ali manj k sebi. In tukaj se leta poznajo bolj kot vse drugo. Ne. Tako da mislim, da mi je to enkrat na teden tekma kar ustreza za to sezono in zdravje pa tudi služno. Tako da sem res kar zelo zadovoljen s to sezono. No, malo krajšo, ampak vseeno. Ja. Ne, ker to smo se tudi že menili, ko je bil Sani govor tu na podcastu pa Breza, ko smo se menili, koliko pomeni recimo imeti to, teh par mesecev vmes, a veš, prosto, ne, a veš, med sezonami. Ne govori, jaz, veš, pa ti tudi sam veš, mi smo bili večino, teh 12, 11 do 13 let skozi po reprezentancah vsako leto, nismo vedeli, kaj pomeni 2 meseca fraj. In zdaj sem imel prvič, ko sem imel res en dober počitek in res mi pridajo tukaj Američani, ki igram proti njim play, pa ki so hitri kot zmaji. In pravijo, čak, koliko si ti star človek? Ja. Ne, ker je, mislim, razumeš, hočem reči, vsaka čast. Ja, valjda, ne, se hočem reči poleg tega, da si vedno bil hard worker, pa da si vedno res neverjetno pripravljen, ampak če dodaš temu še počitek zraven, po je to in po se pa folk čudi, kako lahko v NBA beki še igrajo 36, 37, 38 star, a veš, imaš ti vsako poletje čas, da se regeneriraš, da odpraviš poškodbe, da delaš na tem, da se pripraviš na sezono, da se fizično pripraviš, a veš, taktično, mislim, tehnično, kako rabiš. To je nekaj čist drugega, ne. Pa ne, da ni bilo ni fajn igrati za reprezentanco, pa dati poletje zato, ker itak so to bili verjetno najboljši momenti, pa eni najboljših momentov v naših karierah, ampak vseeno, ne. Ja, ne, to je enkrat ena, ne, počitek. In jaz mislim tukaj, da bo predvsem tukaj evropska košarka mogla narediti en korak dalje, ali pa celo, bi rekel, trenerji v svoji metodologiji, pa da bojo treninge zmanjševali, intenziteto treningov, količino treningov zmanjševali in mogoče povečevali število tekem in se vse bolj bližali temu ameriškemu NBA konceptu, ne, kjer ko se igra, ne, ni več časa veliko za treninge, niti energije za treninge. Ne, ker ta čas za trening, pa za, ne vem, izboljšanje tehnike, pa postati močnejši, pa hitrejši, pa to bi moglo biti res dejansko poletje, a veš? Ja. Da se ti ne obadaš tem sezono, ker ko enkrat sezona začne, mora biti res fokus na tem, dobro, se delaš neki zraven tehnične, neki šut ali pa neko tehnične vaje, driblinge, pa to za neko ohranjanje, neke določene forme, ampak neke nadgradnje ne moreš ti narediti med sezono, pa postati zdaj ne vem koliko boljši med sezono, ne, individualno, ker se igra, ker ni časa. Ja. Še posebej v tej Euroligi, recimo, ki igraš ti pa v Barceloni, kjer imate, ne vem, na leto približno pridete že po številu tekem blizu sezone NBA, plus vsi treningi in je nemogoče. Ne, pa tu v Španiji je res, mislim, za te klube, ki igrajo tu v Španiji Euroligo, ker španska liga res je težka, no, sploh se mi zdi, da vedno bolj izenačena postaja, vedno bolj, a veš, malo si nepripravljen tekmovati, kdo dobija, a veš, moraš iti res na polno, ne. Recimo, danes smo igrali z Slokarjem, z Estudiantesom in, a veš, oni so proti dnu lestvice, ampak smo se 9, tako bomo rekel, enih 36-37 minut smo izlomili, a veš. A veš, do konca, moraš igrati, moraš gaziti, moraš vse akcije, kaj imamo, nič se šparati, si igrati na polno, a veš, ni bilo nekih taktičnih, a ne, skrivalnih, a veš, kaj mislim, moraš, drugače, pa smo doma igrali, a veš. In ne moreš, sezona je dejansko tudi traja 10 mesecev na polno, ne, a veš.
Plus, to je ful. No. plus recimo v Barceloni imaš ti izkušnjo, pa jaz imam tudi izkušnjo, da ni tekme, ki jo rečeš, ajde, to pa nalagano, to bomo pa lagano. Ni, ker, vsak se napali, ko igra proti večjem klubu. Ne? Ja. Vsak se napali proti Barceloni, po drugi strani moraš pa ti zmagati. Od tebe se pričakuje samo zmagati. Če ni, se veš kako je, že panika. Ja, normalno. Ne, to je res. Ja. In jaz samo upam, recimo, za naslednje generacije, da se bo malo spremenilo v tej smeri. Ker število tekem ni toliko problem, kot je, tako si sam rekel, malo metodologije, razmišljanja o tem, kako v bistvu. Pa davč od tega, da bi zdaj govoril, da treba pa ne trenirati, pa biti len, pa nekaj, ampak malo spremeniti mišljenje, da lahko ti od igralca dejansko več ven dobiš, če pametneje delaš. A veš? Ja. In jaz mislim, da se mora tukaj spremeniti tudi malo veliko je na trenerjih pa na kondicijskih trenerjih. No? Tako da v prihodnosti, jaz se veš, da želim biti v prihodnosti trener, tudi zdaj študiram naprej DIF, da končam, da dobim pač tudi tisti papir, ne. In to bo na nas, ne, da se to počasi začne uvajati in da se začne verjeti tudi v ta sistem, zato ker ti moraš verjeti igralcu, da bo on dal 100% kljub temu, da ne narediš 3-urni trening, razumeš? Ja. In, ali pa moraš verjeti svojemu kondicijskemu trenerju, da bo pripravil igralca tako, kot je treba, pač z manj količinskega treninga. Ne? Tako da, no, zdaj, ko si jih omenil to, da bi za trenerja, pa sem to kasneje vprašal proti koncu, ampak vseeno, zdaj, ko si jih omenil, pol si definitivno odločen, da bo šel v trenerstvo, bom rekel, čim nehaš igrati, no? Ja, rad bi. No, mislim, v pravi priložnost, v pravo situacijo in tako naprej. No. Ja, ampak zelo me mika. No. Ne vem, sem mogoče že kar parih intervjujih povedal. Ne vem, če bi recimo lansko leto, ko nisem imel na začetku sezone kluba, pa da bi mi eno dobra situacija v pravem momentu prišel, pa bi rekla, ajde, pust košarko, pa bo šel, prid sem za trenerja oziroma v neko hudo situacijo za pomočnika za začetek. Ne. Že sem se razmišljal, za tako priložnost, za tako opcijo bi tudi že obesil na klin, na superge. Ja. Ne, pa se to je super, da imaš neko idejo, pa nek cilj, veš, za po karieri, da imaš, to je ful dobro, da imaš za naprej izdelano. No. Ja. Tudi jaz te vidim, ko dobrega trenera, čeprav se bojim, da boš preveč gazil vseeno, veš. Ne, se zato pa v šolo hodim. Ne, veš kaj, zanimiva pa ena stvar, recimo, glih lansko jesen sem se spet upisal pač v nadaljevanje na fakulteti za šport. In sem tudi, ker pač nisem do decembra imel kluba, sem sicer treniral s Slovanom, sem hodil na predavanja, vaje in lahko ti povem, nisem niti sam sebi verjel. Vse te stvari, ki sem jih zdaj poslušal, so mi toliko zanimive ratale, veliko bolj, kot pa takrat, ko sem jih že poslušal, ko sem bil star 20 let. Ne. Ja. In recimo, ne vem, neke stvari pri fizični pripravi, ki jih zdaj poslušam, jih takoj povezujem, kako bi lahko to v košarki, razumeš? In me ful zanima, res, me ful zanima in sem čist notno. Tako da upam, da mi bo tale DIF tudi pomagal pri drugih stvareh, da bom bolj razumel druge stvari, recimo kondicijske trenerje, kako se tudi planira trening in s tem tudi lahko pomagal, tako kot smo že prej govorili, o tem planiranju treninga, metodologiji. Veš, kako te izkušnje pomenijo, ko imaš že celo kariero za sabo. Veš, mislim, da to združiš s tem ta znanje, ki ga imaš ti, ki si ga dal čez, ki si dejansko živel, pa pol še malo teorije iz faksa, to je lahko kar hud kombo. Večina folka tega nima, večina folka nima za sabo, ne vem, koliko cajt že špilaš basket. To je, mislim, kar se mene tiče, jaz ne vem, kva je lahko bolj.
Ja, Ne, meni to, se, to je recimo, ja, to je res. To je moja mogoče velika prednost pred drugimi, ki bojo tudi trenerji ali pa ki bi radi bili trenerji. Ne. Ker jaz sem dal čez, ne vem, 15 let vrhunskih trenerjev, ne, verjetno enih najboljših v Evropi in imam nekaj teh izkušenj, ki sem jih dal čez. Ne. In zdaj, če bom to povezal z dobro teorijo, in jaz mislim, da tudi je dober kombo, no, tako kot se reče. ful, pa Ja, to, no, to je mislim. ful, pa to je ful, to je dejansko ful prednost. Meni se zdi, da recimo, dobro, jaz nisem nikoli bil trener, ampak se mi zdi tak, ko gledam recimo trenerje, se mi zdi neverjetna prednost, ki jo imajo tisti, ki so bili prej igralci. Ne pomeni, da vsak bivši igralec da bo dober trener, daleč od tega, ne, a veš. To je tudi res. Ampak prednost, ki jo pa lahko ima tisti, ki je pa bil dejansko na terenu, ki je občutil pritisk, a veš, ki je občutil, ne vem, ki je občutil razočaranost pri porazu, ki je občutil, ne vem, navdušenje pri kakšni dobri zmagi, a veš, ki je občutil, recimo, kako imeti enega vrhunskega soigralca, kako je imeti enega slabega soigralca, recimo po karakterju, a veš, kot Ja. igralca, ne. To se mi zdi ful pomembno, da pol kasneje, če postane trener, da lahko lažje razume vse te situacije, poleg tistega, ko je teoretskega znanja, pa vse to, a veš, ampak se mi zdi ena taka neverjetna prednost, no. Tistih trenerjev, ki so bili dejansko na terenu, pa so dali nekaj skozi, ko pa ne. No. Tako da tu si definitivno ful v prednosti. No. Ja. Je pa res, da je pač verjetno svojevrsten, mislim, bom rekel, tudi talent mora biti, da znaš pol to izkušnje, pa to vse, kar si kot igralec dal skozi, da znaš to spreobrniti pol pa prenesti skozi trenerstvo, a ne nazaj na basket. A ne. To je pa veš. druga stvar. To je pa druga stvar, ki tudi veliko ljudi reče, ko si enkrat igralec in ko stopiš enkrat v čevlje trenerske, moraš takoj pozabiti karkoli, da si ti bil igralec. Ne smeš razmišljati, jaz sem pa to tako delal, jaz sem pa to tako delal, razumeš? Ti si zdaj trener in seveda lahko uporabiš svoje izkušnje, ne smeš pa razmišljati kot igralec. To vsi opozarjajo in jaz mislim, da imajo prav. No. Mogoče to mi je to recimo enkrat, kdaj se tudi še tema nanese tako na trenerstvo, tako ko se pogovarjava z Juretom Zdovcem tukaj v Gaziantepu. In on je tudi recimo mogoče en primer tak, ki je bil verjeten vrhunski igralec, dal čez tudi vrhunske trenerje v svoji karieri, ne. In zdaj postaja verjeten zame, kakor ga spremljam, pa kakor sem ga tudi z njim delal, eden izmed boljših, mogoče tudi evropskih trenerjev, no, vsaj v perspektivi, zato ker ima pravo mentaliteto, ve, kako se stvarem streže in tudi ima avtoriteto pri vseh igralcih, no, ker vejo, kaj je dal čez, pa vejo, kaj je naredil v svoji bogati karieri. Jaz upam za njega, da bo dobil pač čim prej, no, oziroma pač čim prej, pač, ko bo on mislil, da je pripravljen neko priložnost sprava, da bo dobil možnost v enem pravem velikem klubu, a veš. Ja, ker to po mojem bi bilo za njega, po mojem, mislim, tudi koliko res poznam, ko imam res veliko spoštovanje do njega, se strinjam s tabo, ja, ful, in upam, da bo, no, da bo šel lahko gor v tej smeri. Jaz ne vem, če se to javno ve, ampak on je že letos, ko so pri Olimpijakosu odpustili onega Barcokasa, je imel ponudbo iz Olimpijakosa, ampak ga tukaj v Gaziantepu niso pustili iz pogodbe, tako da to bi bilo tudi en korak več v njegovi karieri. Ja, ne, sigurno, to je oren klub in jaz tako sem rekel, no, upam, da bo enkrat, da ga bomo lahko videli v teh velikih klubih, no, ker je pa neverjeten delavec, se mi zdi, kot igralec sicer ga ne poznam dobro, ker z njim nikoli nisem skupaj igral, ampak se mi zdi, da je pa to pa je prenesel, da je tudi kot trener, da je, mislim, ni ono, da bi zapušal, a veš, ko imaš trenerje, ko so na pol šmekari, nek film, se rešujejo, a veš, ne, res, ampak on je delavec. Ne. Je, pa veš kaj je, mislim, tako kot sem prej rekel, 100% resen, zahteva največ na treningu, ambiciozen, on bi bil, za njega je tukaj v Gaziantepu je bil cilj, kar je bil tudi nekaj kol nazaj še realen, da končamo kot 5. Ampak se ni šlo,
Problem pa jaz mislim, da je predvsem v tem, zato ker jaz mislim, da tukaj v tem Gaziantepu od celega štaba je bil štaba misleč od predsednikov, GM-ov in tega, da je bil edini, ki je bil toliko ambiciozen. Se pravi, da je on bolj bil ambiciozen kot cel klub, ne? In mogoče je bil tukaj tudi malo problema. No? Tako da res ful ambiciozen in jaz mislim, da je na pravi poti. No? Kako si pa zdaj, ko si jih omenil ta klub, pa to, pa Stef, pa to vse, kak je recimo organizacija kluba? Zato, ker jaz imam ful take mešane izkušnje recimo iz Efesa, ko sem bil iz Turške lige. Ja. Pa ti si bil tudi v Galatasaray, pa to, no. Mislim, imaš tudi kakšne take bolj eksotične izkušnje. Ja, ne, kako je, mislim, kar se tiče organizacije kluba, klub kot tak, Royal Hali Gaziantep, ne vem, če koga vprašaš v Franciji, po mojem ne poznani, ali pa tudi v Španiji, zato ker je klub nima neke tradicije, nima imena in je lahko rečemo na papirju in majhen klub. Ampak ko sem prišel tukaj, ko sem prišel sem in sem videl organizacijo kluba, vse štima od financ do player servisa, se pravi, da servisirajo igralce od spredi pa od odzadaj, res, vse kar rabijo in to me je prav pozitivno presenetilo. Tako da, kar se tega tiče, je vse super. No. Mogoče, ne vem, sem imel mogoče celo malo boljše izkušnjo kakor v Galatasaraju, glede tudi organizacije. No, pa vemo, da je Galatasaray pomeni velik klub tukaj v Turčiji. Ampak vse, tukaj pa tradicija, pa vse, tukaj pa niso tako močni. Kak je klubski doktor, je dober? Klubski doktor, tega pa nisem videl še. To je dobro, da ga nisem videl. To je najboljši možen odgovor. Jaz imam eno smešno izkušnjo. Veš, ko sem bil v Efesu, pa igramo pokalno tekmo. Ja. Za Efes, ne neko finale, ampak neka pokalna tekma je bila. Pa bila tekma v eni taki čudni uri, nekje v meni, tako bi rekel, enih 2 ali 3, nekaj taka, veš, ko imaš par tekem na dan, veš, nekaj tak čuden termin, ni bilo ne kosilo, ne večerja, nekaj vmes, ne vem, in pol smo se nekaj zbudili zgodaj, pa imeli nekaj na pol zajtrk, po kosilo, glavno mi prijemo do dvorane, da se gremo na segrevanje in normalno, jaz sem bil lačen, veš, mislim, taka ura, ko nisi navajen in sem bil lačen, ne vem, ful sem bil lačen, ne. Ja. In sem rekel prav doktor, sem rekel doktor, ne, sem rekel, dej prosim, sem rekel, lahko, ne vem, neka proteinska čokoladica, pa energetska čokoladica, nekaj karkoli, ne. A veš, sem rekel, res čisten švoh, sem rekel, ne morem niti prav uno, a veš, sej jale, veš kaj, ko si oren glačen, pred tabo je pa tekma uno, no, a veš. In samo on potegne ven gre tja v garderobo neki zadnji, v en torbo, samo on potegne škatlo, sam baklava noter, a veš. Sam tak, take, baba, take. Veš, v Turčiji reče baba vsi, se veš, baba je kao brat ali karkoli že, pa jaz doktor, ne me zabavati, pa on tak, no take, it's good for you, kao. Sem rekel, doktor, ne moram vzeti pol ure pred tekmo baklava, veš. Ta je bila lepa. Pa da ti to en ponuja, en tak, ne vem, x tam, ne veš, ampak uradno klubski doktor, pa to najhujše, ko je imel res dejansko obraz, faco, prepričan je bil, da je to dobro za mene, da vzamem, veš. Pravno in ste rekel, shit. Jaz sem slišal, ne vem, če mogoče ti potrdil v Efesu, da je ta fizioterapeut oziroma maser, kdorkoli, ki pride v Efes, pa pros prvič za masažo, on reče, ok, baba, kam. In pol te ga zmasira na suho, brez olja, človek sam da ne prideš več nikoli, stari. Ti zažge vse kocine. Veš, te zgodbe so meni toliko bizarne, zato to je euroligaški klub, veš kaj mislim? Ja. To je meni toliko noro, že kaj je Rakočević. Ena zgodba še ko si omenil tega, točno tega fizioterapeuta, no, Baho mu je ime, sicer je ful tak faca, pa si ga zabavajo, pa to ni napačen tip. Sam je pač Turk, pa, a veš, ne vem, kaj bi rekel, pač na izi je, pa boli ga k, veš, pač če zmagamo super, če pa zgubimo, pa ni problem, ker je mi drugi dan ga itak ribe lovita, veš, jaz sem si kjera kaj preveč. Ampak jaz sem bil, ne vem, prvo, drugo sezono v Efesu, sem enkrat ful zbolel, glavno je ful uno, ko dobiš res orenk vročino, ne vem, sem nekaj pojedu, ali kaj je bil problem, ne vem, ne spomnim se, ampak imel sem res 39 pa pol 40 vročine, uno, ko te orenk zakuha, ko te čist položi, a veš tisto, ko se čist konc.
In jaz kličem na klub doktorja, kao, ne, ja, dej, ful sem čist konc, nekdaj prosim, pridite pogled, ne morem do treninga, ne morem do tja, res sem čist konc. Ok, ni problem. A ja, prvo pride doktor, on prije prvo, pa me pogleda, pa reče, Če imaš malo baklave. Ja, ne, pa reče, baba, I think you have swine flu. Veste kaj? To je pa lih takrat, ko je ful nekaj, ne swine flu, ona ptičja gripa, ko je razgledala. SARS. Ja, SARS. Veš takrat, ko je bilo še v Grčiji neki. Ja, spomniš, pred par leti je bila še nekaj tekma, nekaj odpovedana Olimpijakosa, ko je neki... Vem. Spomniš to? Ja. Nekaj je bilo nekaj na pol, neki kao, da so neki bolani igravci, pa da po nekaj tekma bilo odpovedano. Glavno, to je bilo tisto obdobje in meni pride on domov, pa zraven mene se žena, pa ta mala hčerka, veš. Ja. Pa on takrat pred njima, kao, yes, I think you have the bird flu. Pa jaz tak, doktor, ne me zabavati, sem otroka, 6 mesecev starega, pol metra od mene, veš. Ne, ni problem, ti sam za me kren čaj mi je naredil, kao, ti to bo vse v redu, veš. Pa jaz tak, ok, veš. Je rekel, zdaj bom pa poslal, zdaj bo prišel pa ta baho, a ne bo prišel, pa ti bo dal infuzijo, veš, da boš malo prišel vsej. Pa jaz tak, ok. Jaz tak ležim v posli, baho pride, veš, ima tiste vrečkice s sabo, ta koktajl, da bo on zmešal in da bo meni naredil infuzijo, a ne. Prvo itak dvakrat je žilo falil, ne, ampak dobro, ajde, končno žilo zadane. In pol on tisto infuzijo, a veš, je treba gor držati, se veš. Ja. Veš, si ne moreš podati na tla dol, ker ti ne bo teklo v roko, a ne. Ja. In on tek to drži, a veš, jaz tek vidim, on tek 5 minut drži, to pa traja dejansko 1 uro minimalno, prej da steče noter, kapalka, a veš, eno po eno, a ne. In on tek, jaz ga vidim, jaz tek itak z vročino tam leži na posli, ampak vidim njemu neko neugodno, tam sedi, pa ima roko v zraku, pa malo stoji, pa on to gleda tisto, vidim, on ta se bo navelčal, veš. In v enem momentu on meni prime, mislim, meni dal roko pa reče, hej, hold this, pa jaz tek držim tisto kapalko. On najde, majke mi, evo to ti pa na mamo svoje prosežem. Zraven moje posle je bil en tak, kako se reče, crack v steni, razpoka v steni noter. Ja. In on je iglo dobil ven iz torbe, sem špic igle, pa zapičil noter v to steno, v to razpoko v steni noter iglo, pa obesil tisto kapalko gor, pa meni rekel, ajde baba, see you tomorrow, pa šel. To je, jaz ne vem, jaz nimam tle, Jaz pa na posli pola mrtvo tekao, da ne me zava, ta sem, see you tomorrow, pa šel, ajde. Ja, to so te izkušnje, no. Mislim, bilo je veliko dobrega, pa veliko smešnega, pa bilo je nekaj takega, kar je bilo pa samo, ne morem verjeti. Vem pa, da mi je pa Čapin govoril, pa gre v Turk Telekomu, ne, in je rekel, skozi so vodo pil med treningom, med tekmom in Čapin rekel, baba, izostar, ne vem, daj malo izostarja not, daj malo medu not, pa ga tako ta fizioterapeut pogleda, mu reče, baba, ekstra, kao, da je ekstra manj, veš. Wow. Pa tako ga Čap pogleda, kaj je ekstra človek. Če hočeš izostar, ekstra, stari. Ja, ekstra. Ne moreš. Stari, ne, mislim, smešni so, mislim, sam kar se, ne, to verjetno tudi to ti lahko potrdiš. Turki so, mislim, zelo so čudni, no. Recimo, če ga srečaš na ulici, pa rečeš, mi lahko poveš, kje je, ne vem, banka, Garanti banka. In on bo šel svoje poti, te bo pelil do Garanti banke in bo toliko uslužen, toliko prijazen, ampak v nekih zadevah se pa čisto spremenijo, kar se tiče mogoče v prometu. Ni šanse, da bi te spustil, raje bi te pol avto razbil, da te spusti mogoče predse. Tako da zelo so taki, no, dvolični. No. Ja. Ne, je res, so zanimiv narod. Sploh ne vem, mislim, vsaj ljudje v Istanbulu govorijo, da je ful razlika med njimi, kao pa med tistimi, ki so na vzhodu Turčije. No, to lahko ti malo bolj poveš. A je razlika v mentaliteti ali ne? No, to so skozi meni govorili, kao, ja, da to je pa Istanbul, je pa nekaj čist drugega, da ljudje iz vzhoda so pa drugačni tam, kao. No. Ja, mogoče tukaj malo bolj tradicionalni, mogoče v Istanbulu je čist, se veš, tisti metropola, mešanca vsega, tako da se mogoče to pozna, ampak da bi kaj ful razlike neke bile, pa niti ne. No. Ja. Pa vi ste imeli recimo navijačev, pa to ste imeli veliko na tekmah, je bilo, mislim, tam je basket popularen ali ni toliko recimo spremljanje tega? No, ni toliko, jaz mislim, da nimajo te košarkarske kulture tukaj, te pravi v Gaziantepu. Sicer na tekmo pride od 3000 do 4000 gledalcev, ampak ni to. Recimo, danes mi smo v bistvu že bili praktično ven iz play-offa, sem bil
tamle v Starbucksu na kavi, mi pride en navijač, reče, upam, da boste prišli v playoff. Sem rekel, ne, konc je. Rekel, pa mi tako pogleda, konc? Ja, konc, stari. To je tudi tako, fuzbal klub, pa to ne sam basket, ali eno od teh zadev, troživke, ki vse živo delajo. Ne, tukaj sicer imajo nogometni klub v prvi ligi, Gaziantep Sport, ampak nima veze z našim je ločen pač čist. Čist. Okay. Pol ni bilo kakega streljanja tam po kakšni tekmi. Zadnjič je bilo nekaj streljanja v Trabzonu, ni bilo nekaj so streljali na avtobusu. Ja. Bilo je kar kriza. Oni so se vračali z ene tekme ne iz Trabzona, ampak so šli na letališče v Trabzon, ekipa Fenerbahče, in so prišli in so streljali na šoferja točno pred nekim viaduktom oziroma mostom, ki je šel čez eno reko ali čez en prepad. Tako da je, ne vem, kaj je bil sovoznik. Nekaj vem, da so ranili enega od šoferja, sovoznika, ne vem kaj. Sovoznik je bil pol heroj, ki je rešil avtobus, da ni šel dol v prepad. Celo kupo. Čista katastrofa, ne moreš to. To gre preko meje, zdravega razuma, da enkrat šport te pripelje do tega, da hočeš koga ubiti, to mi ni jasno. To je res, to je malo too much. Kaj pa recimo izkušnje po drugi strani, recimo igranje v teh večjih klubih, ko si bil recimo Panathinaikos, Barcelona, recimo, kako imaš spominje na to, ne vem, pa recimo sploh tisti tvoj prvi preskoki, da veš iz mnoga mesta v Panathinaikos igrati za Obradovića, pa to, kako se kaj spomniš teh let, teh momentov, no? Te spomini so vrhunski, zato ker pač prvič sem prestopil iz Novega mesta v Panathinaikos v Atene, kjer sem prišel v bistvu, se veš, tudi če rečem, da sem Ljubljančan, sem prišel iz vasi v mesto, iz Ljubljane v Atene. Sploh pa košarkarsko, če te gledaš, ne? Seveda. Iz vasi v mesto, In sem prišel tjako iz Novega mesta kot, ne vem, drugi strelec Evrolige in jaz sem mislil in sploh in pridem tja na trening. Par treningov sem oddelal, mi je Obradović že dal vedeti, alo mali. Tukaj imaš gospoda Alvertisa, gospoda Kutlaja, ne vem koga še, dodaj lopto. Sem rekel, okej. In tako je bilo, v bistvu prve 2 leti sem res trpel. Predvsem ne fizično, ker fizično sem lahko laufal, lahko sem delal vse, ampak psihično. To je bilo res, kot da bi rekel, preobrazba pri Obradoviću. Ampak po 2 letih mi je pa celo ekipo dal v roke. Tako da v bistvu lahko rečem, da je bil kar moj velik, mogoče en od glavnih mentorjev v celi moji košarkarski karieri. In sem ful zahvalen glede tega. In pol v Barceloni pa spet neka nova sredina, kljub temu, da sem že odigral 4 leta v enem iz največjih klubov Panathinaikosu. Ko zamenjaš spet sredino, je spet nov jezik, nova liga, ki je bila v bistvu tudi najboljša v Evropi, ta liga. ACB, jaz mislim, da še zmeraj je. In spet z drugim trenerjem, z Duškom Ivanovićem, ki gre pa v drug ekstrem. Tam pa, kolikor sem bil fizično pripravljen, pa kolikor sem bil hiter, pa me je enkrat poklical na sestanek po ene parih treningih, ki nisem mogel več. Je rekel, Jaka, ti si kot dizel. Pa napravi promjenu brzine. Jaz gledam, pa človek si normalno. Ne mogu, umoran sem. Ti pa že takrat na 120%, Ja. Pa ti, ko si res bil pripravljen, vedno mislim, ko ni bil to problem. Si predstavljal, ker sem slišal toliko zgodbo o Dušku, da je to kar... Ja, mogoče ena anekdota je bila, sem se preselil v stanovanje, pride mami v Barcelono, da mi pač pomaga pri selitvi. Se veš, kako je. Ja.
prve broke, kosilo, večerja, da se malo stališ. In pridem enkrat iz treninga, Duško je bil trener, pridem, ne morem jesti. Tiska si izmučen. Ja. Moram jesti in sem rekel, lahko samo malo počakaš z večerjo, 15 minut in grem gor pred televizijo, se uležem na kavč in se začnem tresati, kot da bi imel en napad. Moja mami pride, pravi, kaj pa je, jaz rečem, ne vem, zmatram se in začne mami tam jokati, kam si ti šel, To je bilo začetek Barcelone. Odlično. Na ven ni tako izgledal, sem to rekel. Kot nekoga, ki je samo to spremljal. Doskrat je tako, mislim, kar je normalno. Ne, pač gledalci vidijo pač tisti produkt na koncu na terenu, koliko se pa tu zdaj dogaja, pa skozi kaj se igra igralec, pa to, pa v bistvu se, bom rekel, 90% se nikoli ne zve, veš, a pa 99%. Ampak lahko sam vprašam, mislim, tako, kaj meni se zdi, veš, tako, en Ivanovič pa en Obradovič, ne. Mislim, zakaj pa enemu bolj umreš, kot pa drugemu? Tako se ni treba zdaj nekih ekstra detajlov, ampak tako meni se, mislim, veš, eno je Panathinaikos, suno je Barca, veš, ko jaz, recimo eden, ko od zunaj gleda, sta to dva velika kluba, dva velika trenerja, ne? Ja. Veš, pa ti si bil takrat res spreman, tako da jaz ne štekam, mislim, kaj je, jaz ne vem, kva se zgodi, jaz sem mislil, da so to res take procentne, škoda 1% razlike mogoče, kakršna koli že ta razlika je, pa očitno ni, ne, ali kva, ne vem. Ne, jaz lahko rečem, oba sta velika trenerja po svoje, ampak bi rekel pa, da dve stvari v njihovi metodologiji se pa ful razlikujejo. Pri Obradoviću je najbolj pomemben detajl, pri Ivanoviću je pa najbolj pomembna stvar repeticija. Se pravi, okay. Obradović te bo ustavil, bo rekel, ne blok tako, ne blok tukaj, ne pick and roll na tukaj, pick and roll tukaj. Ivanović bo pa sam rekel, na koncu napada, še enkrat. Okay. Dokler ne prideš do tistega nivela, da v bistvu igraš z zaprtimi očmi. In vse na koncu je res, do enega cilja lahko prideš po različnih poteh, ampak vprašanje je, kjer je najboljši. Okay. Pa razumem, zakaj si tam, ki je vse še enkrat pa zmatran. Normalno, ne? Ja, ne, so razlike, no, so sigurno razlike, ne, ampak tako si sam rekel, si dobro rekel, ne, do cilja lahko priješ pa res po več poteh, ne, na koncu se pač tisti končni produkt, končni cilj, končna zmaga se pač šteje, ne. Marsikoga ne zanima, kako si prišel tja, zanima jih samo, a si ali nisi, a veš. Ne. Ja. Ampak recimo pri obeh mi je bilo pa ful všeč, oziroma sem ful spoštoval to, da niso delali razlik med igralci nobenih. Recimo v Barceloni, od Navara do zadnjega mladinca, ki je bil 12. v ekipi oziroma 11. Smo bili vsi isti, ni bilo izjem. Pri Obradoviću pa isto. Tako da to je ena stvar, ki mogoče sem jo res ful spoštoval pri obeh trenerjih in zato mogoče jih ful cenim. Ja, ne, vse to je... To je ful pomembno, recimo tudi tako sporočilo do igralcev, da pač se tretira isto, ne, to je ful pomembno, ker če ne pač igralci znotraj ekipe začnejo tudi med sabo delati razlike, a veš, pa gledati na enega drugače, pa se nekako rangirati, pa ne vem, ne, in to lahko ful škodi ekipi, no. Ja. Dobro, sej jaz mogoče tudi zdaj vidim, da kdaj moraš dati tudi določenim igralcem neke stvari, določenim neke stvari. Z izkušnjam vidim, da se lahko delajo neke razlike, ampak morajo biti pa res v mejah normale, kar se tega tiče. Ja, sam tisto neko tako spoštovanje se mi zdi, pa tako medsebojni odnos mora biti pa do vseh, ker če ne to se najbolj vidi, oziroma to se najbolj občuti, no, ja. A veš.
To pa je pomembno, no, da je trener res, pa ne govorim zdaj o imenih, ampak nasplošno po mojem, kot igralec, če gledam, da je trener res korekten od prvega igralca do zadnjega. Veš, ja, na koncu bo en igral več, pa en jih bo vrgel več, pa en bo na koncu glavni igralec, ne more biti vseh 10 ali pa 12 glavnih, ampak tisti respekt, pa tista, ne vem, tisti odnosa, veš, mora biti pa res do vseh igralcev. No. Mislim, treba ga vzdrževati, ker se mi zdi, da je to ful pomembno. Nekaj na koncu boš rabo tistega 10. igralca, da bo lahko tisti tvoj prvi igralec postal kao frajer. A veš, kaj mislim? Bravo, ful si dobro, to je res. Ja. Lahko jaz eno random vprašanje. Povej. Tako, ker pač ti nisi visok, ne? Na nekakšen koli možen način, kar se basketa tiče. Kar se basketa tiče, drugače. Ja, ne, vse to, ampak kar se basketa tiče, a veš. Ne, pa, kaj me res zanima, kaj meni sem bil tisti, jaz sem že takrat gledal, ker sem v Novem mestu igral, ne. A veš, koliko si imel ti respekta proti temu folku, sploh pol, ker se začeli Euroligo igrati, ne. A veš, ker so bili tudi višji, a ne. Ker jaz štekam, da dokler slovensko ligo igraš, a veš, mi je nekako jasno, da tudi s to višino nekako ni bilo neki, a veš, da meni ti ni v letu. A veš, ampak koliko si imel tam sploh špega, kako si jih poharal, zato me to zanima, ker to jaz ne razumem čist, ne. Ja. Valjda, ker si pol tam prišel, kaj Euroliga igraš, pa igraš pod Realu, pa tam, veš, pa daš pa Realu, ne, 30 pik, ne. A veš, to tako, na papirju se to ne bi smel dogajati. Pa se ne vem, sploh imaš odgovor na to, pa sploh ne vem, kaj sem vprašal točno, veš, kaj sem, tako, res, to me ful zanima, no, ker si prišel v Euroligo, kako je to zgledal, zate, tako, iz tvojega vidika? Meni je bilo že, jaz, ko sem pristopil v Krko, mi nismo sploh imeli garantirane Eurolige. Vem, da je mi Pipan takrat rekel, kvalifikacije za Euroligo, pridemo v Euroligo, super, gremo, ne, se veš. In sem rekel, ok. In res pridemo mi v Euroligo in noč, jaz, ne vem, prvo sem bil malo sem imel respekt, ampak sem imel pa tudi srečo, da sem že v Slovanu igral z igralci, ki so igrali v tisti stari jugoslovanski ligi, naprimer, v tem primeru ta Nebojša Razić. On je igral v Ciboni s pokojnim Draženom Petrovićem. In on mi je govoril vedno, ko me je vozil po jutranjem treningu nazaj v šolo, v Šiško, na gimnazijo, mi je vedno govoril te štorije o Draženu. Ne? In je rekel, Jaka, in pol, ko sem pristopil v Krko, mi je rekel, Jaka, vedno, ko na ogrevanju na Euroligi greš na polaganje, vedno si mislil, ko jih šmergla, ko jih jebe. Tako. Ja, ko je, nisem hotel. Ti kar reče, ni problem. Ko jih jebe, ne, in s tako mentaliteto sem jaz šel noter v vsako euroligaško tekmo in pač to se je splačalo. No. To se je videlo nekako na terenu, no, to se je. Ne? Ja, se zaradi tega, ker ti si res kaj v letu, to se jaz teh tekem spomnim, da ti je bilo res vse en. Kar je meni, veš, koliko od odzune gledaš, to je meni noro. Mislim, to res, jaz ne vem. Ne vseeno, a si izgubil zmago. Ne, da ni važno, s kom igraš in da dobro igra. A veš, ko... Da ne bo kdo narobe razumel, kao vse. Ja, vse je bilo ena, mogoče, glih tukaj smo šli v Madrid na tekmo z Realom in Realova postava Saša Đorđević, Raul Lopez, ni da ni, ne, in še posebej na mojem položaju. In zdaj na Brniku TV Slovenija me sprašuje, in kako bo z Đorđevićem, tvojim enim izmed tvojih vzornikov, ne, in sem rekel, dobro, sem rekel, Đorđević je že star, ne, ampak bomo videli. In jaz vem, da sem priletel v Madrid, me je klical zvečer, oči me je klical na mobitel in rekel, a si ti normalen mulc, kaj govoriš, da je Đorđević star, jutri ti bo na 30-40, boš videl, mali glup si, ko. In jaz sem se res zamislil, shit, kaj sem naredil. In na koncu sem jaz v bistvu razturil Real. Čak, to si imel v tekmo, ko si imel neki full, koliko si dal tam? 38. Ja, to sem dal. A si poklical pol očeta nazaj pa rekel, evo ti zdaj. Ne vem sploh, kaj je bilo. Ja. Moram pa nekaj povedati, še preden sem šel v Krko, je mogoče en detalj, ki mogoče me tudi dvignil mogoče za en korak naprej, je bilo pa
da sem delal jaz tudi z tem na fakulteti za šport, s športnim psihologom Matejem Tuškom. No. Aha, ne, ja, se z njim smo se pogovarjali, tudi na našem podcastu. Ja. No, ja, sem tudi poslušal ta podcast. Aha. In stvar je bila pa taka, enkrat je moja mami brala en članek v Jani in je videla to Matej Tušek, gor dol, športni psiholog. In jaz sem bil takrat že na difu in je rekla, daj pej do njega, ne, ti bo pomagal, lahko napreduješ, gor dol. Se veš, kako je. Sem jaz rekel, ne mi to govor, kam še jaz tja na serije. In je rekla, lej, če ne greš ti, bom šla pa jaz. In valjda, imam pusto, da gre mami tja na div delati. In valjda, jaz grem do njega in se zmenim, ok, enkrat na teden bova delala in lahko povem, da od takrat sva delala od koncentracije do priprave na tekmo, tiste vizualizacije. Te stvari so mi ful pomagale v košarki. No. Tudi od samozavesti do samokontrole, ful, res moram to povedati. Mogoče je zanimiva stvar, ker vem, da večina v slovenskem športu ne dela tega. Ja, pa to je, meni je žal, da nikoli nisem, tudi ko sem imel priložnost v zadnjih letih, enostavno sem bil preveč opet v to sezono, pa se mi zdi, da sem premalo časa, pa ne, kolikor sem mogel časa, sem namenil za basket, poleg tega pol enkrat družina, pa vse to enostavno, veš, mi ni shajalo, da bi zdaj se še povezal z Matejem Tušekom, ampak je pa res, ko si rekel, premalo se dela na tem, no, a veš. Ker toliko cajta, recimo, ko ekipe, recimo ne naša, ampak na splošno nekatere ekipe, ki ga prebijajo v nekem fitnessu, pa neki gvihtajo za brez veze, a veš, bi rajš namenili temu, koliko je pomembno tudi recimo ta mentalni aspekt, a veš, košarke, a ne športa, a veš, kaj mislim? Veš, kaj rečejo, glava je čudo. Pa kdaj govorimo to, da se hecamo pa to, ampak je res. Glava je čudo, samozavest je čudo. Ne vem, mogoče je najboljši primer lanskega leta, mogoče svetovnega prvenstva Zoki Dragić. Ne. On recimo nikoli ni veljal za ekstra šuterja, ampak on je imel tako samozavest, da on je zadeval kot najboljši šuterji. In res, glava je čudo. Ja, pa ni neki spremenil, neki tehničen, da bi zdaj rekel, da ne vem, kaj je spremenil. Ne? A veš, kaj mislim, da je zdaj neki tehnično, pa ne vem, kako popravil met, ampak enostavno je očitno v glavi neki spremenil, da je v bistvu na koncu že tako izgledal, da ko je vrgel, da že ko si gledal, si verjel, da boš šel noter, veš? To, ki je bil že prepričljiv, ja. Recimo, mogoče tudi, da bi mogoče v prihodnosti namesto velike količine treningov peljali mogoče del treninga tudi tega vizualizacije, mentalnega treninga, seveda fizičnega napora tukaj ni in mogoče bi s tem tudi pomagali igralcem pri fizični pripravi in pri mentalni. Ja. To je en del, ki manjka po mojem, drugi je pa recimo pomagati igralcem pri prehrani, ki se mi zdi ful pomembno. Ne? Ja, to je res. A veš, da v bistvu v glavnem smo igralci prepuščeni pač vsakmu sebi, vsak pač pri prehrani, mislim, vsak pač sledi nekim svojim stvarem, ki misli, da so za njega najboljše, ali pa tudi ne, ali pa gre vsak dan v McDonald's pa se ga razbije do konca, veš. Mislim, doben te ne bo zaradi tega nič rekel, veš kaj mislim. Zabetonirane. Ja, veš, pa se pa čudijo, zakaj se danes ta ne more premakniti, veš. Po zadnjih 3 dni je pojedel 36 burgerjev, veš. Mislim, nisem tisti drill na terenu, ne, so tudi ostale stvari, sigurno, ki so ful pomembne, no, ampak, če ne drugega, pa tako si sam rekel, ne, zdaj v bistvu imaš skozi to svoje izkušnje, mislim, si nabral se to, da boš, ko boš ti trener, pa upam, da drugi iz te generacije, ko bojo prišli zraven zdaj s tabo ali pa za tabo, da bojo pač malo več tega upoštevali, no, kar je bilo super videti, sploh evropske košarke, ki se mi zdi to manjka, no. Kaj pa recimo NBA? Jaz vem, da takrat, ko si bil ti v tistih najboljših svojih cajtih, je bilo nekaj govora, da bi naj ti šel tja. Si kdaj imel, to te nikoli pa nisem vprašal, no? Si kdaj imel recimo možnost dejansko, pa je bilo kaj govora o tem, da bi šel v Ameriko ali ne? Ker se mi zdi, da v tvojem primeru se mi zdi malo škoda, da si, ne vem, kaj bi zdaj to povedal, da si malo
recimo, da tisti tvoji najboljša leta, ko so bile, recimo, da rečem od 2-2, recimo, ali pa 2-3 do 2-10, ne. Ja. Takrat še nekako ni bilo te navade, da bi recimo, ni bilo v taki meri, ni bilo navade, da bi NBA klubi vzeli iz Evrope igralce, ki niso bili draftirani, pa ki so v bistvu že malo bolj kao narejeni igralci, a veš. Ja. Zdaj je tega več, a veš. Ja, zdaj več. Ja. Zdaj je veliko več tega, ne. In se mi zdi, da če bi recimo da bi takrat bila mogoče mentaliteta NBA drugačna, ali pa če bi recimo ti bil zdaj v teh najboljših letih, da bi imel možnost, ne samo iti, po mojem, bi lahko tudi komu tam igral, glede na to, kako si pripravljen, pa to, ker to konec koncev, ja, sej lahko je tudi večji, oziroma višji, ampak si dokaže že nekajkrat, da si lahko recimo z brzino, pa s tehniko, pa z dobrim IQ-jem košarke, pa z šutom, pa tako naprej si to vse premagal, ne. A si kdaj imel možnost recimo iti tja, tako da se bilo govora o tem, a si kdaj imel ti željo, ali nisi imel, ali kako gledaš ta NBA? Ja, ne, želja sigurno je bila, kdo nima želje iti v NBA. Ja. Ampak recimo prav leta 2006, pred podpisom pogodbe za Barcelono, pa pred svetovnim prvenstvom na Japonskem, ko smo šli, se spomniš. Ja. Jaz sem bil takrat, sem imel celo že prav na mizi ponudbo iz Detroita. Takrat bi me vzel kot backup point guarda. Takrat je bil Chauncey Billups prvi nesporni 40 minut, meni pa bi pa mogoče ustank, enkrat 5, enkrat 10, enkrat 12, enkrat 7 minut prepadal. Tako so mi predstavljali celo ponudbo. Ne. In, Ja. to je bila ena ponudba, druga je bila pa ponudba iz Golden Statea, kjer je bil pa takrat Don Nelson trener pol. Ampak na koncu nekako, ne vem zakaj, se nisem odločil. V bistvu sem rekel, bom raje, sem vzel Barcelono, sem rekel, bom raje eden izmed liderjev, recimo temu največjem evropskem klubu, ali pa enem izmed največjih, kot pa da bom lahko mogoče celo obsedel na klopi, ne, v Detroitu. Tako da tako je bilo moje razmišljanje takrat. Mogoče, če bi imel še enkrat šanso, ne vem, mogoče bi se drugače odločil, ampak nisem pa sploh, da bi imel kakršnekoli, da bi se očital karkoli glede tega odločitve. Ne. To je mogoče tisti igralci, mislim, tisti, pa tudi igralci, pa tisti navijači, ki mogoče niso nikoli, predvsem igralci, ki niso bili možnosti igrati recimo v Barceloni, ne, je težko razumeti, recimo, da je res težko odločiti recimo Barcelona pa NBA. Dejansko je res težko, no. Ja. In sploh pol, ko si enkrat tu zaigral, ko si enkrat tu, pa ne za Duškotom, ko vem, da si imel težki začetek z Ivanovičem, ampak pol kasneje recimo, ne vem, koliko si bil, 5 let si bil tu, ne. Ja, 5 let. V bistvu je res top, recimo, jaz tudi, če primerjam Barcelono pa NBA, pa recimo, da bi zdaj šel nazaj, pa bi rekel, da bi imel recimo, pa pusti finančno recimo, kaj več, pa recimo, da imaš isto pogodbo Barcelona ali pa ne vem, NBA, ni lahko odločitev, no. Mislim, ni lahko. To je lepo tu, pa dober klub, pa organizacija, pa veličina, tega kluba kot klub, kot institucija, pa vse to, pa mesto, pa ne vem, težko odločitev, res. Ja, pa še ena stvar je bila, jaz tistega leta 2006 sem imel več workoutov individualnih po raznih klubih in en je bil tudi Miami, ne, in sem šel v Miami, eden izmed zadnjih treningov je bil in sem glih prišel v ritem in sem imel šuterski trening, ne vem, na koncu treninga 200 šutov in sem neverjetno, res neverjetna realizacija, neverjeten procent. Sicer Pat Rileyja takrat ni bilo na treningu, bil je ta Erik Spoelstra takrat še pomočnik. In jaz oddelam gremo mi tja na svetovno prvenstvo in smo igrali z Ameriko, če se spomnim, sicer smo izgubili, ampak jaz sem zelo dobro odigral drug polčas. Prvi polčas sem bil spoštljiv, preveč spoštovanja imel do vseh, do Chris Paula, vseh tam. In drug polčas je bil res dober. No, glavnem, potem je ta Pat Riley klical mojega agenta in rekel, če sem fraj,
In takrat jaz sem v bistvu že pred svetovnim prvenstvom podpisal za Barcelono. No. Tako da, takrat je pol tega leta je Miami osvojil prstan. Da... Smo vidiš, le je lahko bil prvak lige NBA. Ja, ampak... To je bilo na tekma, zdaj če Breza to posluša, bo jezen na mene. To je bilo na tekma, ko je lih pred koncem polcajta, ko so dali alley-oop na Wadea, pa Wade zabije alley-oop prek Breze, lih mu faco zabije, pa Breza prije v garderobo, pa mi tak vsi kao, zgubljamo, pa to, doben se nič ne sekiral. Pa sam Breza vrže tak dres dol, itak ga je 100krat zamenil, ker je bil če švicen, pa tak, pa pizarija, lih mene najde, da meni zakucal faco. Ki moli neki zadnjo sekundo polcajta, veš kao. Pa sam sigurno usmeh, kao, kje se ne boš Brezi smejal, kje lih mene najde. Te anekdote z reprezentanci so bile tudi. Ja, zato sem te hotel malo reči, mislim, tak, pa ne zdaj specifično kakšna anekdota, ali pa tudi, če se spomniš, ampak sem hotel reči, kao, da verjetno imaš lahko sam dobre spomine nazaj na reprezentanco, pa na teh 12, 13, koliko je bilo 14 let, kaj se ne vem. Je, res. Mislim, na koncu vsem je najbolj žal, še najbolj igralcem, pa štabom, trenerskim, ki nikoli nismo uspeli, da bi osvojili kakšno medaljo na velikih tekmovanjih. Ampak poleg tega, pa kar ti ostane, te spomini pa prijateljstva, to je pa neprecenljivo. No. Mogoče se malo sebično sliši, ko bo kdo rekel, kao, ja, pa medalje je največ, sam na nek način vse te preživeti priprave, tekme, potovanja, vse to je po mojem, vsaj za mene, je na nek način več vredno kot nekera medalja. Mislim, če bi imel sam medaljo, pa nič od tega preživetega, bi takoj raje vzel vse to, ko pa medaljo. A veš, kaj mislim povedati? Ja, seveda. To je bilo dobrega, da mislim... Toliko dobrega, pa tudi toliko slabega, toliko smo skupaj presmejali se, pa na drugi strani prejokali skupaj, da to bo vedno ostalo. Ne? To bo vedno ostalo. Ja, to je res, ja. Ne, to je res, ja. Smo imeli res tako srečo, kljub temu, da smo imeli težave, da nikoli se nismo nekako zbrali skupaj, pa da so bile odpovedi, pa vse to, ampak se mi zdi, ta generacija je imela nekih toliko dobrih karakterjev, pa dobrih fantov skupaj, da v bistvu bi še 100krat ponil vse skupaj, če bi lahko. Se mi zdi, da je bilo res cool, ja. Če bi noge držali. Še. Itak. NBA gledaš kaj zdaj, ali ne? Mislim, tako prav, si noter tem, ali... Ja, gledam, še posebej zdaj, ker drugače nisem bil med sezono. Zdaj pa, ko tukaj imam ta NBA TV, pa nimam drugega za početi, pa imam skozi prežgan in gledam. Glih zdajle se končali Wizards Hawks, so Wizardsi zmagali v Atlanti. Prvo. Evo ga, nisem vedel. Live reporting, evo. Ja. A zdaj lahko malo jokamo, ker so Spursi izpadli. Še mi zdi, cela Evropa joka. Ne vem, mislim, da je bil čas za Clippers letos. Ja. Jaz nisem imel, meni so Spursi všeč, predvsem zaradi načina igre, pa šta bolj timska igra, ampak nisem pa nek fan, da bi zdaj rekel, da pa sem, ne vem, zmaga najboljši. Tako si sam rekel, mogoče pa res taj, da se malo te mlajši igralci, te, ko še niso bili toliko spredje, da zdaj prijejo naprej, razen te Blake Griffin pa Chris Paul, ko še ni igral nikoli kakega finala, recimo, a veš, ali pa, ne vem, imaš tam tega Curryja, pa tek naprej. Ja, ne vem, kakšne so pa vajne napovedi za tele... Anže, kam imaš ti? Kaj svem, zdaj, ko so Spursi, meni so Spursi res to cool. Pač, ker sem edini, ki sem jih da tam gledat, resno. Ja. Tako da ne vem, mislim, meni je iskren, jaz bi rad, da Atlanta prije do konca. Aha. Tako, zaradi tega, ker so mi edini taki, ki so, veš kaj, taka neka ekipa, nekega folka, ki amben ni ekstra zvezda. Ja. Ampak so samo neki ljudje, ki radi skupaj igrajo, tako meni zgledajo. A veš, da nisem niti ene tekme gledal Atlante, ampak skozi pač berem, kadarkoli kaj piše, recimo pa to na netu, kaj prepletim, pa to vedno jih ful hvalijo na način, kako igrajo kot tim pa to skupaj. No, tako. Igrajo podoben kot Spursi, zato ker ta trener je bil na en koliko let pomočnik Popoviču, ne? Pa ne vem, če veš, če v štabu na klopi sedi tudi Spahija, ne? A res, ali kaj? Ja, to pa nekva. Res vedem. Pa ne od zadaj za klopijo, prav na klopi je eden od glavnih asistentov. Lepa, čisto do. Točno, ker sem pa prav hotel, že zadnjič nekaj študiral, sem kje je on, mislim, ker ga nekaj par let nisem videl tu po Evropi, pa sem zdaj, super, res.
On je tudi cool, jaz mislim, ga poznam tako, pa se mi zdi, da je čist v redu trener, čist cool. Zelo dober trener. Lepo, Ja, lepo no, videti. sam ti povem, stari, Atlanta zgleda ful normalna. No. Ja. Sam so pač Atlanta Hawksi, ki so ga, ne vem, 25 let gnojili. Ja, to je malo Tako- čudno, ne? Ja. Ja, že tako je čuden. Pa zdaj, takoj, ko jim je šlo dobro, jih je lastnik prodal. Ja. Tako da, ja, to. Ja. Ne, Ja, jaz pa odkrit, mislim, tak, ne vem, ne vem, premalo, odkrit je povedano, premalo sem gledal vse ekipe, da bi lahko povedal normalno. Favorite imajo, ne vem, Golden State na zahodu, Atlanta na vzhodu, ampak nekako se mi zdi, imam feeling, da bi mogoče lahko Grizzliesi bili kar dobri, ker igrajo tak trd, a veš, tak zajeban basket, ne vem, imajo njih par takih, ki igrajo tako ne najbolj atraktivno, ne najbolj lepo na oko, mogoče nimajo najbolj zvezdniške ekipe, ampak imajo take igralce, se mi zdi, ki znajo zvleči ven zmage, no, a veš, take obrambne igralce, čvrste igralce, ne vem, lej. Čeprav ima zdaj probleme s poškodbami, Conley Ja, je meni to je se res. dijal neki. Ja, kam mu pol face manjka, Ja, praktično. Podarca, kaj je bilo. Pa Cleveland je bil tudi eden izmed mojih favoritov na vzhodu, ampak zdaj, ko je tale Kevin Love out for season, zdaj ne bojo mogli odpreti celega terena za LeBrona. Ja, to je res, ja. To je res. No, Ne vem, mislim, po mojem, zdaj bom začel več gledati, sigurno, no, zdaj ko je playoff. No, tako, se mi zdi, da bo dosti zanimivega basketa. No, se mi zdi, da ker sem bral, nekaj je bilo, bral sem en članek ameriški, ki je pisal, kao, da je bila prva runda kao playoffa, da ni bilo nič, to je bilo pred sedmo tekmo za Clippers San Antonio. Ja. Je kao pisalo, da kao prva runda v NBA ni bila kao nothing to write home about, veš, kao nič posebnega. Čeprav, ne vem, jaz marsikom se strinjam, recimo, da zna biti NBA redni del, recimo malo dolgočasen pa to, ampak se mi zdi, da playoff je pa basket je pa dober v Ameriki. No. Ja, playoff je pa nerealen. Ja, ker je res Sam še neki, kaj pa kje pa Dejan Zavc, je bil v Las Vegasu, kaj veš? Ne, zakaj? Ja, ne vem, on je Zdaj imel, Mayweather fight. Ja. je imel prav, ki je Mayweather zmagal. Ja, sej je rekel, da bo, ja, ne vem, jaz nisem gledal, ti si Jale, si rekel, da nisi gledal, ne? Ne, nisem, sam pravi, da ni bil neki fight, da je bil fight. Vsi tako razočarani, da je katastrofa bil fight, no, ne vem. Dolgocajtni kao, no. Pa se tam je zmeram tako. To, če eden po tleh ne vem, napade, polam Ben ni zadovoljen. Ne vem, isto imaš v tej najtežji kategoriji, ko so včasih bili, ne vem, Holyfield, pa Tyson prej, pa ta, kaj je bil Britanc za dreadlocki, kaj je že bil, no. Lewis, a veš, to so bili taki za pogled, zdaj pa ta Kličko, kakor se jaz pogovarjam s folkom, ki malo bolj boks spremlja, pa to je, da je najbolj dolgocajtni heavyweight vseh časov, ne, a veš. Veš, da. Ne vem, no, mislim, jaz boks, ne vem, včasih, mislim, jaz včasih res grem na YouTube pa gledam stare fajte od Alija ali pa od Tysona, pa to ful rad pogledam, res, ker mi je, a veš, ker je bilo ono na ful, ne. Zdaj pa se mi zdi, da je vse preveč postalo, tako smo se danes v ekipi menili recimo za ta fight, za ta Mayweather pa Pacquiao, ne. Ti recimo, če si recimo hočeš premagati prvaka, ne, sploh enega dominantnega prvaka, tako je Mayweather, moraš biti dejansko, mislim, moraš biti dejansko orang boljši, da recimo lahko po točkah zmagaš, a veš. Prepričljivo boljši moraš biti, no. To sicer ne vem, ker ne vem, kako to točno gre, ampak... Ja, ne vem, prepričljivo boljši, ampak zdaj recimo taktika teh šampionov je pa, ne, da pač kao znajo zelo dobro se pol izmikati in v bistvu ne dopustiti, da se sploh fight razvije v tak fight, da bi bilo kakršenkoli dvoma, ne. In zato pa je tudi Pacquiao nič ni mogel, ker se je Mayweather skozi znal uspešno izmikati, a veš, kaj mislim. In fight pa zaradi tega ni bil atraktiven, ni bil vsi razočarani, a veš, ne vem, on je pa ostal prvaka, veš, vsak pa dobita po ne vem koliko milijonov dolarjev, a veš. In je to, ne vem, jaz sem malo razočaran na tem boksu, no, mi je ful žal, ker so pa napovedi, pa ne vem, je pa vse ful, ne, ono. Hype. Na koncu se mi zdi, da imamo, ne vem, mogoče to, ko za njega bolj navijaš, iz srca, ampak se mi zdi, da imamo še najboljšega boksera Dejan Zavc, ki res gre na polno skozi, ne vem. A pa se meni tako zdi, ampak le. Pa je Mayweather zaslužil z fightom 180 milijonov dolarjev. Ja. Mislim, ni slabo, ne, Anže? Ja, to je, ja, ne vem. Bi bilo za Krka pa nazaj dvakrat. Pa je, da so z vstopnicami za to areno MGM Grand, ki gre not 16,000, zaslužili več kot Super Bowlom. Ja, verjamem, ja, plus pay-per-view, ne.
Ja, mislim, samo z vstopnicami. Samo stopnice. Ja, Ja. baje je bilo norišnica. Ker so drage, verjetno ko ne vem kaj. Ne. Ja, Eno ne vem, sliko sem videl na internetu, mislim, da je Breza objavil od ESPN Sport Centra, kjer je en slikal letališče v Vegasu, Ja, kjer je bil predel, pač del letališča za privatna letala. A ne. a res? In sam tako vidiš kao polno letal, stari. Tak eno zraven drugega, da sploh ne moreš, če hočeš ti z letalom nekam iti, moraš prej enih 30 omakniti, da ti sploh ven prideš s svojim letalom. Prav tako polno letala, veš, in kao pisalo kao neverjetno število privatnih letal v Ameriki, kao, veš, in pol ta folk je valjda šel na tekmo in valjda je plačal oren denar za te karte, a ne, a veš. Ja. Zato Ma pa ne, lahko cifr. šport je ratu biznis, ne, šport Ja, ja. je ratu biznis, pa vrhunski šport ni več gladiatorstvo, ni to več zdrav šport, kar rečemo, zdrav duh v zdravem telesu, ja, itak. Zaboravil. Ja, ja. Ja, Lepa. ja. Ej, nič, Anže, imaš še ti kaj za take, če ne, jaz ne bi več ale tak gnjal, ker se mi zdi, da smo ga dosti. Ne, kul je, to je bilo, mislim, mi je všeč, da imamo vsak svojo ekipo v NBA-ju, to mi je v bistvu kul. Ja. Da se ne strinjamo z ničemer, to mi je všeč. Na koncu bo pa čak, kjer so še note, na koncu bo pa Wizardsi prvaki, evo. Ja, točno to, Gortat Boharov. Ja. Polish Hammer. Hej, samo Ej, on je meni kul dejansko, tako da... Se spomniš, Boki, na evropskem, na polskem, cele priprave, se veš, da nas je imel Loki Nikolić, pa nismo mogli se odlepiti total, toliko smo bili vsi zmatrani. Ja. In so po forumih pisali, Brezec sploh še lahko zabije, gor dol. In igramo v drugem kolu s Polsko in ne vem, kaj je bilo, neka situacija, neka asistenca in Breza čez Polish Hammerja zabije. In time out in Breza zabija. Neverjetno je. Valjda, stari, valjda. Ne, sam, ta Gorta, se spomnim, ko sem bil v Ameriki, pa sem bil z Krstičem v ekipi, veš, pa Krstič je takrat pred tisto poškodbo je res je tudi on je dejansko imel 16 pik poprečja v NBA, nekaj takega, mislim, Orange, ne. In vem, da on je igral, mislim, da je začel v Orlandu, tako Gortata, ne, in se enkrat nekaj segrevamo, in 2 uri pred tekmo se nekaj segreš, imaš v NBA je full segrevanje pred tekmo, mislim, segrevanje, pač kao greš, šutiraš, pa nekaj imaš vaje delaš, pa to glavno si tam 2 uri pred tekmo. In po mojem je bilo njegovo prvo leto, jaz nisem za njega slišal, tako ne on je jaz, kao ono, odporoma smešno, kao. Pa te gledamo tega Gortata, tako tam, pa zakucava nekaj fultek smešno, tako 1-0 dela vaje, pa fultek, veš, kao on tak smešno, dejansko dosti smešno zabije, no, tako, veš. Mislim, a veš, kako tak tip je malo smešno. Ampak tam neki se razturava, pa Švica, pa one njegove Švicare, ko ima na rokah, veš, pa se briše. Pa tak Krstič meni, kao, tak vidi ga, ko je ovo, kao, pa mi umiramo od smeha. Sam par let zatem on 80 milijonov, veš. Ja. Jaz pa Krstič, pa ne v Turčiji ali Rusiji ali kaj, veš, to ono, fuck, le. On je iz Orlanda šel, ne, ki je bil, takrat je bil ta, ki zdaj za roke se igra, ta, ki mi gre tok na jetra, ki nič ne zna sam skakati. Howard, je. Ja, Petka. Ja, on je bil tam ta prvi, ne, pa je pa Gortat hotel iti, zaradi tega, ker tam ni nič igral, ne. Ja, to se prav spomnim. Ne, ker res tako je, bilo prav smešno. Sem pa vedno, ko Krleta vidim, Krstičem, evo, vidiš, da se zabavaš, pa tip naredi kariero, razumeš, kao. In to je res tako, to je taka, mislim, taka mini šola, da res dejansko, v basketu ni za podcenjevati dobenga in vsak lahko, s trdim delom pa to normalno, nekaj mora biti talenta zraven pa to, pa fizičnih predispozicij, pa karkoli že, ampak vseeno, Ni, veš. Hard work. Normalno, hard work pays off, to ti najbolj veš, no. V glavnem, Jale, ful ti hvala, no, za ta cajt. Nič okej, hvala vam, pa upam, da bo ta podcast okej. Hvala, da mislim, da nismo bili predolgočasni. Ma kje? Ne se bat, ful dobro se meniti, pa fajn je, da se malo tako pomenimo, ker se veš, med sezono nimamo cajta pa to in da je podcast taka možnost, da še malo več kjer rečemo pa to, tako da ful ti hvala, no, pa uspešen zaključek te sezone, koliko imate še tekem, si rekel, 3 ali kaj? Še eno imate, še eno. Pa dej se malo spoči, ne mi takoj šprinte delati tamle po pogremo šolske klopi, stari. To. Lepa. Čak, a si zdaj odločen, a boš naslednjo sezono igral ali ne, a si 50-50? Ne vem, stari, ne vem. To te vsi sprašuje, verjetno, a? Ja, vsi sem,
ne vem, kolikor sem se lansko leto počutil fizično s tetivami, sem rekel, ma nima šanse, da še eno sezono, pa to, ampak kolikor se zdaj počutim, ne vem, ampak lej, ne vem, Sploh, niti če sam. poletje, še poletje, da se spočiješ, pripraviš, lej. Ja, pol pa spet, razumeš, ker se veš, kakšen sem, jaz ne vem. Vse to je dober odgovor, ne vem, je čist cool odgovor, kle, a veš? Ja. To je čist legit odgovor, pač ne veš, jebi ga, boš videl, Ja. se to je to. Sej itak. Ne, je pa res, da vsak bivši igralec, ki ga srečam, ali pa starejši, ki je igral pred časom, pa kak trener starejši, pa čist dejansko, čist vsakega, ki srečam. Vsak mi reče, igraj, kolikor dolgo lahko, evo. Fuck. Isto je breza rekel. Vsak mi to reče, zdaj, ko sem jaz tudi proti koncu, recimo, da imam še sezono 2 pred sabo, karkoli že, in vsak mi reče, kao, igraj, kolikor lahko, ker ti bo tisti dan, ko bo začela ena sezona, pa ti ne boš nikjer, ti bo žal, da si nehal, če si še lahko sposoben, a veš, kaj mislim, ne? To mi je, evo, glih smo se pelali enkrat z avionom, mi je Jure isto rekel, igraj, dokler lahko. Valjda. Ne vem, ampak... Ne, mogoče pa drugo leto, kje srečamo na terenu še, evo, lej. Ja, po drugi strani pa spet, razumeš, so tudi druge stvari v življenju, razumeš, treba ustvariti familijo, treba, ne vem, mogoče, evo, končati ta div, začeti nekaj drugega, razumeš. Ma si še mlad, zdaj, kam se ti mudi? Ja, sam še 14, kaj 14, še 2 mesece, še 3 mesece pa bo še 13 let pa bom Abrahama praznoval. Leto računico. Še 3 mesece, pa bo 13 let, pa bo pol Abraham. Dej. Maš še cajta. Ej, hvala ti ful, no. Čak, ponovadi vedno vprašamo tisti, ko imajo Twitter, da lahko folk še malo zafollowa. Čak, ti si na Twitterju, kaj si že, Jaka Lakovič? Lakovič Jaka? Lakovič Jaka, ja. Evo to. Dajte Jaka, dajte mu malo spodbude, da še ne vneho, da še ne bo obešil copatov na klin. Evo, dajte. Pustga, ki ne ve. Pustga, ki ne ve. Sorry. Človeka, da se odloči, to je to. Zakaj ne ve, ne vem. Znam razložiti. Lej, se ti pravi, da to je čisto legit odgovor. To je čisto redo, stari. To je... Hvala ti, no. Hvala. Uživite, Mahe, srečno v svoj TACB. To moramo, če ne bo gorela Barcelona, se še, ki je tu. Viska Barca. Ja, to je to, stari, bravo. Ajde, čau. Adijo, čau. Ok, to je bil Jale, a.k.a. Exot. Mislim, da je sam dobro pojasnil, zakaj je Exot. Čeprav smo bili Exoti v tistem momentu vsi, ko smo zgubili to tekmo, ampak nekako se je pa njega najbolj primil ta nickname in še zdaj ga kolegi iz reprezentance te kličemo. Tako da, folk, dajte ga pofollowati na Twitterju, pa dajte mu reči, kje si Exot. Oziroma hashtag Exot. Hashtag Exot, ja. Exot. To je to, ja. Admin stvari, admin zadeve. Ja, podcast je na aparatus.si, smo v iTunesih, tako da ste tam kakšno oceno, ful hvala, ker nas tako še kdo najde. Potem je ta naš sužen, ki upravlja Twitter profil, Boki povej Twitter profil. Sužen/strokovnjak. Sužen/strokovnjak. Sprav afna podrobnosti počrtaj, esi. To pa mrežo Aparatus seveda lahko tudi podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri. Cool. Lepa hvala vsem, ki poslušate podcast podrobnosti in ostale podcaste v mreži Aparatus. Pa, ki nam tweetate, ki sodelujete ki na nek način sodelujete pri tem podcastu. No, podcaste jaz pa že ne delam za sebe, da bi zdaj šla pa mi dva sama sebe poslušati. Tako da hvala tistim, ki... Zase gor. Hvala tistim, ki sodelujete, pa poslušate, pa delite naprej, pa podpirate mrežo. En velik thanks. Tako da ja. Iz srca hvala. Je bilo dosto heartfelt. Heartfelt. Iskreno je to. To je to. Nič, pa rečem kaj, do naslednjič, ne? Do naslednjič, reče dio. Ja. Ajde, srečno, živijo, čau. Čau.